Šema. Letopiska ozdravljenega srca. Šemina zgodba dopušča kar veliko prostora za domišljijo in refleksijo in ne predpisuje reakcij. Prepolna je pripovedi o atipični junakinji, ki se namesto na moč in vzdržljivost zanaša na nadarjenost. Pripovedi, katerih glavna značilnost je, da se ponašajo, kot da so resnice. Dekle so poslali k duhovniku. Odrezal ji je lase. Nato je daroval mašo. Oblekla se je v moško obleko. Ko je bila božja služba končana, je duhovnik slovesno obvestil prisotne, zakaj se je deklica odločila, da bo ostala devica in kakšno ime si je izbrala. Odslej jo morajo vsi smatrati za moškega in jo klicati Šema. Pozneje sta se duhovnik in Šema precej zbližala. Duhovnik ni bil pravi moški, enako kot zaprisežena devica ni bila prava ženska. On je bil neoborožen in je nosil obleke, Šema pa je nosila hlače in je smela uporabljati orožje. Delila sta mejni položaj. Bila sta zunaj družbe, obsedene z zakonsko zvezo in prokreacijo. Šema je visoka približno 160 centimetrov, sploh ne debela, a širokih ramen in kar krepko grajena. Na zadnjem delu vratu, na mestu, kjer si ljudje danes pogosto omislijo tetovaže, ima vijolično materino znamenje. Njeni debeli lasje so kratko pristriženi, z ravno črto na zatilju, tik nad rojstnim znamenjem. Čeravno je bilo na njej vse skladno, ni bila blagoslovljena z lepoto. Nima velikih oči, vendar so presenetljivo jasne in gledajo na svet s posmehljivim izrazom. Ostanki najstniških aken so ji na ličnice izrisali podobe, kar celotnemu obrazu daje močno identiteto. Tudi ušesa so precej opazna, kot dva satelita na vsaki strani kape, ki jo redko sname. Oblači se v moško jakno, majico, kavbojke ali jasa trenirko. To je vse, kar je ostalo od mojih časov delovnih brigad, mi pokaže 2 znački, zato sta mi drag spomin. Brigade so bile najboljši časi mojega življenja. Morda mislite, da to izhaja iz nostalgije, bog ne daj. Zakaj so to najlepši dnevi v mojem življenju? Zelo preprosto. Naj vam takoj povem. Pridobila sem prijatelje in ta prijateljstva so bila globoka. Mladinske brigade. Po drugi vojni so strastni nacionalizmi in mistični klanovski odnosi, premaknjeni nekam v gorske prelaze, izzveneli. Enklave folklornih okruškov, pomešanih s krvnimi maščevanji, tudi. In vse do tja se je postopoma začela zajedati tudi zahodna tehnologija. Miniralo se je skale, gradilo dvonadstropnice, postavljale so se kovinske ograje nad strminami. Z električnimi kabli se je z ono drugo Evropo pričela tekma v modernizaciji. Kdo bo hitreje potisnil kmečki svet v sodobnega in industrializiranega? Izginjala je ruralna dežela z oceani gozdov in številnimi prašiči, številčnejšimi od ljudi. Pri železnicah in cestah v Jugoslaviji gre za nekaj nenavadnega. In sicer za način, kako so bile zgrajene. Ljudje v Evropi so, ko so prvič slišali za mladinsko železnico, mislili, da gre za nekakšno otroško igračo, kjer bi vlaki lahko potovali navzgor in čez most, nato pa okrog in spodaj in vse okoli hiš in bi jim na postaji mehansko mahala majhna lutka železničarja. Toda pri mladinski železnici Šamac-Sarajevo ne gre za igračko. Zgradila se je prava. Za narode Jugoslavije. Evropejci so tudi menili, da gre pri mladinskih brigadah za kako komunistično propagandno kaskado. Vendar so bile brigade resnične. Večina ogromne količine prostovoljnega dela je potekala brez posebnega nadzora in z najbolj primitivnimi orodji, motikami, krampi in lopatami. In seveda z dinamitom. Mladinske delovne akcije je na lokalnih, republiških in zveznih ravneh organizirala Zveza mladih komunistov Jugoslavije. Udeleženci pa so bili razporejeni v delovne brigade, ki so po navadi nosile imena lokalnih narodnih junakov.
Šema je preživela več procesov utrjevanja duha. Pri duhovnih, v brigadi, ki je slovela kot daleč najboljša, nato kot Muškobana. Zato se mi je najbrž marsikaj, kar sem doživljala z njo, zdelo kot epifanija. Ugledala sem pot. Ponavadi se nagibam k temu, da težišče razodetja postavljam v organiziran življenjski red. Pri natančnejšem gledanju Šeminega življenja pa sem kmalu videla, da njen življenjski red temelji na nečem osnovnejšem, namreč na živem delovanju, na bivanju. Razodetje je zdaj pomenilo to, kako Šema pride k ljudem, je pri njih, jim govori, z njimi deluje. Prvi brigadi sem se pridružila, ko sem dopolnila 16 let, in od takrat sem vsa svoja mladostniška poletja gradila ceste in železnice. Brigada, ki sem ji služila, je gradila avtocesto bratstva in enotnosti, ki se razteza od Slovenije do Južne Makedonije. Nekoč kakšnih 50 dni dolga pot s konjem je postala 1182 kilometrov dolga avtocesta od avstrijske meje pri Ratečah na severozahodu preko Ljubljane, Zagreba, Beograda in Skopja do Đevđelije na grški meji na jugovzhodu. Približno 300 000 nas je gradilo to cesto. To je bilo nekaj. Udeleženci so se počutili zelo posebne. Ti zdravi mladi ljudje so bili zelo prepričani v stvar in se čutili izbrane, poklicane. Vse na tem projektu je bilo posebno in veličastno. In vse, kar ni bilo, vse pomanjkljivosti ali dvome ali težave, so spretno zamaskirali in zakamuflirali. Obstaja še ena značilnost, ki na Šemi pritegne mojo pozornost. Globoka brazgotina na obrazu. Videti je, da jo nosi s ponosom. Prvo leto sem se hudo poškodovala, skoraj sem izgubila levo oko. To je sled predčasne detonacije. Brigadi sem se pridružila kot brigadir Šema. Mladenič, neizkušen in nepripravljen na tako naporno delo. Dela na predoru so bila najtežja, vendar sem zahtevala, da me dodelijo tja. Želela sem dati največ. Želim živeti v brigadi, se pridružiti drugim brigadirjem, biti takšen kot oni in biti močan, sem rekla ob prijavi. Tisto leto sem bila del tehnične čete, ki je opravljala sanacije vaških studencev in gnojnih jam. Pri Šemi sem na obisku drugič, a zdi se, kot bi se poznali že dolgo. Počutim se dobrodošlo. Šema se ne boji, da bi v mojih zapisih našla sebe opisano na način, ki ga ne bi mogla doumeti. Prvo srečanje je bilo kratko, saj sem izgubila preveč časa, ko sem jo iskala. Vozila sem se od vasi do vasi in spraševala ljudi, ali poznajo kako Muškobano. Tistih nekaj, ki so slišali zanjo, me je pošiljalo v različne smeri. In vedno znova sem se optimistično zagnala v nov obljubljeni pravec. Po nekaj dneh sem že skoraj verjela, da Šema sploh ne obstaja. Stroj. Odpre svoj dnevnik. Počasi obrača strani, ter poskuša najti nekaj, kar je napisala pred mnogimi leti, še kot mlad brigadir. Šema je bila od nekdaj resna bralka. Četudi prihaja s podeželja, se ni razlikovala od mladih iz mest. Vsi so brali iste knjige. Le da je Šema prebrala vsaj 2-krat več. Kot otrok ni bila dovolj pogumna, da bi spreminjala stvari, dokler je nekaj ni prisililo, da je začela zapisovati svoje zgodbe. Začela je pisati dnevnik in zdelo se ji je, da s tem nad stvarmi dobiva nekaj moči. Pisanje dnevnikov je bilo, podobno je še dandanes, rezervirano za najstništvo. A še preden se je začelo pisati dnevnike, so si predvsem dekletca izmenjevala spominske knjige in se bahala s tem, katera ima več vpisov čim bolj pomembnih vrstnikov in čim več hvalospeva v njeni lepoti in prijateljstvu. Spominsko knjigo se je dobilo udar za lepo vedenje, v njej pa so se listi upogibali pod težo obljub za vedno. Vsaka prva stran spominske knjige se je začela z nagovorom v smislu: moja knjiga lepo prosi, da jo čista roka nosi, in s prekrasno risbo, ki je zastavila standard vseh naslednjih prispevkov. Vsak, ki se je vpisal, je zavzel celo stran. Nanjo je nekaj narisal in napisal, v smislu: ko boš odrasla in bo otroštvo daleč za teboj,
Poglej v to knjigo in se spomni najinega prijateljstva, tvoja prijateljica Marjana. Ali pa zverzi v viktorijanskem slogu. Tam je mali cvet, ki cveti v majhnem vrtu. Šepeta mi, kar želim ti reči, ne pozabi me nikoli, Milica. Pomembno je bilo že vabilo, da kaj napišeš v knjigo, ker je to pomenilo, da te upoštevajo, da ne sodiš med brezvezne ali nevidne, katerih medeni verzi ne zanimajo nikogar. V nekaterih spominskih je bila tudi posebna stran, kamor so se vpisovali smešni verzi na račun lastnika knjige. Ne morem ti izreči, kako zelo te ljubim, moje srce skače kot pujsek v vreči. V bistvu pa so bile te spominske knjige odmevi hrepenenj po sprejetosti in prijateljstvih. Spomni se name na dan svoje poroke in mi pošlji košček torte, z občasnimi nasveti za življenje, v smislu: solza je najmanjša kaplja dežja, ki vse najbolj razmoči. Glavne likovne teme so bile rože, pokrajine, čudoviti ženski liki in živali z velikimi očmi in dolgimi trepalnicami. Svinčniki, barvice in tempere so se uporabljali za ustvarjanje teh čarobnih vpisov. Danes bi to tradicijo videli kot otroško subkulturo tistega časa. V določenem trenutku pa je celotna generacija spominske knjige opustila. Obrnila se je navznoter ter pričela pisati bolj skrivnostno formo – dnevnik. Dnevnik je zagotovo najskrivnostnejši objekt na svetu. Med spominsko knjigo in dnevnikom leži dialektična sprememba otroka v dekle z drugačnim besednjakom, z drugačnim likovnim okusom in predvsem z drugimi ljudmi, ki nastopajo na straneh. Glavna tema dnevnikov je usodno zaljubljanje. Strani pa dopolnjuje še na stotine osebnih podpisov lastnika. Piše se ga z nalivnim peresom in nekatere črke so veliko debelejše od drugih, ko se je pod pritiskom roke na papir zlilo več črnila. Platnice Šeminega dnevnika so bile rdeče z napisom Dnevnik, ki je ležal čez celo platnico v patetični diagonali od spodaj navzgor. Dekleta in fantje so zdaj v takih dnevnikih v vlogi glavnih likov in prenašalcev zgodb. Dnevnik je izgubil osladnost spominske knjige in tu so zgodbe, pesmi, črni humor, tajni jeziki, magija, leksikoni in skrita erotika. V tak dnevnik je Šema vsak večer zapisovala, kar se ji je najpomembnejšega dogodilo čez dan. To so sicer počeli vsi, a le dotlej, ko se jim ni dejansko nekaj pomembnega zgodilo in so na to na dnevnik pozabili. Šema pa je nadaljevala s to navado še veliko kasneje, ko so vrstniki že zdavnaj začeli početi druge stvari in občasno še dandanes sede ter ustvari kak vnos. Na eni izmed strani ima Šema narisano majhno notno črtovje z nanizanimi notami. Zraven piše v kurzivnem rokopisu: Draga Šema, naj bo tvoje življenje C-dur, saj je brez križa. Mara. Bolj in bolj me je zanimalo, kaj vse lahko razkrije ta knjiga. Preko rame, tik preden je obrnila novo stran, preberem: Številni grobovi so grobovi otrok. Dobro je, kadar umrejo otroci. Ti gredo naravnost v nebesa, ker so nedolžni. Vsi moji bratje in sestre so umrli. Nedolžne, nerojene duše so šle naravnost iz materinega telesa v raj, brez obvoza. Od njih sem ostala samo jaz. Prav jaz, ki nisem pripadala nobenemu klubu in nisem bila članica ničesar. Prosim, da nikoli ne bi pozabila resnično pomembnih stvari, bistva, in da bi lahko pozabila vse drugo, kar je bilo nepomembno. To je bilo lepo napisano in želim jo povprašati več o njenem otroštvu, a Šema začne brati na glas. Če hodite po cesti in opazujete te nove poti, ko dobivajo končne oblike, vas to navdaja s ponosom, pa tudi z nenadnim občutkom žalosti. Stroji so vgravirali vanje tisto pravilnost, ki je mi nismo mogli doseči s človeškimi rokami. Brigadirji smo izvedli predpriprave za delo strojev, ki so cesto na koncu nasuli z gramozom in cementom. Odkot prihaja ta moja žalost? Opazovala sem mladeniče v oblačilih barve gline, kako garajo na trdih skalah, v vročini, vlagi, v dežju,
kako se borijo s težavnim terenom. Zdaj pa zraven strojev hodijo nekako površno, brez kakršnega koli truda, medtem ko z betonom likajo cesto in ji dajejo končno podobo, pa tudi nekaj lepote in razkošja. Kmalu bo vse opravljeno, vsega bo konec. Na slovesni otvoritvi bo odmevala glasba iz zvočnikov. Reflektorji ne bodo razkrili sledi naših poletnih prizadevanj in našega truda. Spoznala sem, od kod prihaja ta nenadna žalost. V zadnjih dneh so glavna dela prevzeli stroji, mi ljudje pa smo postali le njihovi pomočniki. Ne vidim več fantov, ki se borijo z lastnimi mišicami, da premaknejo zemljo, in ne slišim več pesmi iz stotine grl. Ti stroji, prvotno izumljeni, da pomagajo nam obvladati naravo, so nas izdali. Odpeli so nam naše pesmi in pomešali vse napore naših rok v ravno, gladko sivo plast. Z nekaj lepote in razkošja. Ta dnevnik je poln čustev, opisov in celo analiz, zelo dragocen nabor osebnih izrazov in objektivnih opažanj. Pisala je o melanholiji, o smrti, zapuščenosti in Bogu, o družini, živalih, krivicah, življenjskih načelih, aroganci in o sušnem obdobju. To so bili neverjetni opisi sveta z njene perspektive, z lastnimi poimenovanji in lastnimi vizijami. Mnogo idej je črpala iz poslušanja pogovorov drugih, tudi tujcev in gostov, ter radija in televizije. Vse to je bil njen dnevnik, milje mladega dekleta. Nekatere strani so popisane z latinico, druge s cirilico. Razlike v smiselni uporabi ene ali druge pisave se ni zavedala. Najbrž niti opazila ni, ko je preklopila iz ene v drugo. Dnevnik. Ljudje so si med seboj različni, vendar kljub temu ne želijo biti ločeni drug od drugega. Uživajo v tem, da postanejo homogeni in da so del nečesa večjega od njih samih. Bere naprej. Vendar pa jaz mislim, da ko vsi mislijo enako, to pomeni, da ne mislijo dovolj. Zdaj se mi naenkrat zazdi, da je to že kdaj prej brala na glas. Njeno tekoče branje ima zagotovo nekaj gledališke note v načinu, kako predstavlja svoje spomine iz mladosti. A hkrati si težko predstavljam, kdo pred menoj bi lahko bil njeno občinstvo. Ljubosumna pa sem, če pomislim, da bi kdorkoli od tujcev že imel ta privilegij. Tako ekskluzivnost si želim in jo pričakujem samo zase. Lopate in krampi so razdeljeni. Na stotine močnih teles je na delu in skozi ropotanje orodja potujejo pesmi. Med delom so ljudje peli pesmi iz romantizirane resničnosti, ki nikakor niso bile preproste kitice z verzi iluzij, temveč povzdignjeni stihi Titove zgodbe. Na osvetljenih hribih za vasmi, v majhnih krajih plapolajo zastave. Na pečinah sije svetleča rdeča zvezda. Spodaj na pročelih šol, mestnih hiš ali na tovarnah, velike bele črke iz stiropora govorijo o Titu, mladosti in delu. Najboljši sinovi in hčere naroda, voditelji v boju, graditelji nove svobode, skupaj delamo z roko v roki, v nacionalni enotnosti. Taka navdahnjena vera v stvar je z današnje perspektive, ko je okolje zapisano neodpustljivemu zavračanju kakršnekoli storilnosti skupaj za skupno, prav ganljiva. Iz spoštovanja do Šeme skušam zadržati svoj cinizem zase. Ne vem, ali je Šema kdaj vzpostavila potrebno kritično distanco do tistih ideologij in časov, ali pa še vedno živi v istem nostalgičnem duhu in se na 25. maj morda celo pridružuje masam, ki z enodnevnimi avtobusnimi izleti, podobno kot romarji v Medžugorje, ki se nadejajo videti mater Marijo, vsako leto romajo v Kumrovec, rojstni kraj tovariša Tita, da mu voščijo za rojstni dan. Nato Šema dalje brska po svoji knjigi spominov in išče dele, ki mi jih želi prebrati. Zdi se mi, da strani obrača veliko počasneje, kot je dejansko potrebno, zato da bi lahko jaz ujela odlomke, ki mi jih očitno ne bo prebrala na glas. 15 dni nisem videla svojega dnevnika. Ni odmora, dokler traja obnova. Tudi Mare nisem videla, nisem imela časa, tekmovali smo.
Naša skupina je bila najboljša doslej. Zastavo smo nosili že 2-krat. Vrtamo meter za metrom. Vse moje misli so kot tunel. Moje edino življenje je delo v brigadi. To je moj osebni dnevnik, vendar gre bolj za brigadni dnevnik. Mara je bila... Šema spet obrne stran in izgubim nadaljevanje besedila. Ne upam je prositi, naj vrne list nazaj na prejšnjo stran, saj bi to lahko pomenilo tudi, da bi knjigo preprosto zaprla. Vprašam pa, kako je bilo z zdravstvenim sistemom v brigadah. Tudi o tem se najde odlomek. To je tudi prvič, da lahko knjigo primem v roke. Počasi začenjam razumeti idejo. Nekatere dele mi želi sama prebrati in jih lahko samo slišim, smem pa prebrati druge. Večinoma takrat, ko zapusti sobo in gre ven na cigareto. V brigadi so se pojavile uši, zato jim bomo napovedali vojno. Do kože bomo postrigli vse moške. Izjeme so tovariši iz vodstva brigade, vendar jih ni veliko in tudi ušivi niso. Vsi moški bodo dobili titovko, da jih ne opeče sonce. Vsa dekleta si bodo na lase razpršila nafto in ostala 24 ur z namazanimi glavami, nato pa bo sledilo pranje las. Ni se šaliti z ušmi. Poskušam videti čim več strani dnevnika, še preden se Šema spet vrne v sobo, zato preskakujem, da bi dobila globlji vtis o vsebini in morda našla še kakšne pikanterije. Večeri se pogosto končajo s plesom. Ko tukaj plešemo, ne plešemo v parih. Oblikujemo krog, tako da se vsi držimo za roke. Kolo plešemo kjerkoli. Na železniški postaji med čakanjem na vlak ali kje med čakanjem na večerjo. Velik dosežek je, da se stari nacionalni tekmeci zberemo na tako miren in prijeten način in da zdaj vsi skupaj plešemo in pojemo. In kdor se želi odpočiti od plesa, lahko sedi na deblih ob tabornem ognju. To je mešana brigada, toda brigadirski zakon, ki ga je izdala stranka, strogo prepoveduje medosebne intimne odnose. Spolni odnosi so prepovedani. Največ zaradi neke civilne propagande v mestih proti temu, da bi dekleta odhajala v brigade in bi jih tam fantje zapeljali. V natrpanih barakah zaradi utrujenosti zvečer zelo hitro zaspimo. In šele pred kratkim sem opazila, da se sredi noči nekateri brigadirji preoblečejo in izginejo v temno noč. Skriti čari avtoceste so neskončni. Vse vojske so imele praporščake, bobnarje, stotnike, četovodje, trobentarje, piskače, kuharje, sodnika, kaplana, zdravnika, rablja, pa tudi cipe. Napoleon je med pohodom na Rusijo v svojem šotoru redno gostil kako mlado konteso. Ob vojaški kantini pa je bil cel regiment pariških dam. V narodnih revolucionarnih vojskah so spolnost najčešče prepovedovali, saj so v Stalinovi rdeči armadi politični komisarji sprva smatrali, da seks slabi revolucionarnega duha. In kdo sploh in predvsem kako bi lahko nadzoroval na stotine mladih, ki živijo skupaj, pomislim. Pogosto dobimo kruh čudnega okusa, piše Šema. Nato zvezdico poveže opombo na spodnjem robu strani. Ugotovila sem, zakaj je bil okus tako čuden. Zaradi velikih količin broma za zmanjšanje hormonske napetosti in spolne želje. Kopalnice so moja edina omejitev v brigadirski javni sferi. Pred njimi imam čuden strah. Nikoli nisem prepričana, ali si lahko privoščim uporabo ženskih kopalnic. Vedno poskušam zadržati lulanje, včasih tudi po pol dneva, dokler ne najdem trenutka, da se lahko prikradem do stranišča, ko tam ni nikogar. Zadnjič sem si med dekleti umivala roke, medtem ko so si one pred ogledali spenjale lase in zaslišala sem, kako so si šepetale. Je to moški? Potem se je ena od njih obrnila proti meni, rekoč, da je to ženska kopalnica. Prikimala sem vem in zaklenila vrata za seboj, odzunaj pa še vedno slišala smeh deklet. Počutila sem se kot vsiljivec v ženskem svetišču. Šema tudi moških prostorov ni mogla uporabljati, saj so bili narejeni tako, da so vzpostavljali nekakšno homosocialno interakcijo, medtem ko so fantje stali drug ob drugem poleg kvazi pisoarjev, v glavnem stene za lulanje.
Govorili so si umazane šale in se igrali čudne igre. In v moški kopalnici je bilo eno samo čepeče stranišče, običajno vedno zasedeno. Nenehno sem se bala, da bi bila kaznovana, ker kršim pravila. Bila sem globoko zmedena in prvič v življenju oboje, žalostna in jezna. Nisem imela kje opraviti. Šema je takrat doživljala kruto segregacijo uriniranja, ki je nikakor ni mogla rešiti, si mislim. Smili se mi. Medtem se kadilka vrne v sobo z izpraznjenim pepelnikom, sede nazaj na kavč in globoko izdihne. Vprašam jo, dela niso gnale ne grožnje, ne osebne spodbude, temveč pesmi in neverjetni duh volje zadruge, kaj ne? Ne odgovori mi takoj, zato še dodam. Ni boljšega načina za razbijanje predsodkov kot neposredna povezava ljudi pod enakimi pogoji življenja, dela in borbe za skupen, vsevreden socialni cilj. Ali je bilo tako? Šema se zdaj zravna v hrbtu in sede z razširjenimi nogami in z rokami oprtimi na bedra. Da, v balkanskem srednjem veku, v teh grobovih pokvarjene preteklosti so naše brigade pomenile luč skozi temo. Odgovarja mi široko nasmejana. Zanima me, zakaj še vedno uporablja arhaičen propagandni jezik. Ali v tem morda vendarle ne obstaja nota sarkazma? V še vedno razkrečeni drži mi nasmejane deluje poredno. To so bili pomembni časi in zgodovinski trenutki uresničevanja naših socialističnih sanj. To je bila edina avtocesta na svetu, ki jo je mladina zgradila v čast državi. Vem, da je bila izgradnja značajev mladih pomembna. Možno je, da je bila Šema prav zares strenirana popolnoma verjeti v to. S časoma so brigadirske akcije vse pogosteje predstavljale le še zabavo. Zato so mnogi organizatorje prosili, naj jim dovolijo priti na počitnice. Celo starejši so se želeli pridružiti, da bi čez poletje prihranili nekaj denarja za hrano. Vseeno pa je zato, da bi zgradili mostove, ceste, predore, železnice iz na tisoče kubičnih metrov betona, na tisoče mladih dan in noč delalo pod sloganom Gradimo ceste, ceste gradijo nas. Vsa ta mladina ni dosegla le velikih gradbenih rezultatov, ampak bojda tudi odlične osebnostne. Mnogi so se res da bolj držali načela, da ko se je, pridi bliže, ko se dela, pojdi stran, ko se strelja, se skloni, in tako uspeli poletje preživeti brez hujših žuljev od lopate. Medtem pa je velika večina zase vendarle lahko rekla, da dela 25 ur na dan. Motivacija. Vsaka nova težnja se vedno začne čudovito, vznemirljivo in brezskrbno. A kmalu se prikrade še grenek zalogaj. Toda vsako hotenje zlahka postane popolnoma zanič. Odločiti se moraš, v kolikšni meri lahko nekaj vzdržiš, kolikšno strast imaš, da lahko preneseš ta nadležni grenki element. Ker če imaš nekaj rad in si to želiš zares dovolj močno, potem res ne boš zameril grižljaja grenkega okusa. Za vsem tem z brigadami je vsekakor stala silna motivacija. Ljudje se motivirajo, da bi z določenimi dejanji zadovoljili svoje notranje potrebe. Tako je bila tudi motivacija za tako garanje v brigadah najbrž sestavljena iz različnih motivov. Pri nekaterih morda zgolj na ravni osnovnih fizioloških potreb, torej da so dobili redne obroke hrane. Beda povojnega časa in z njo najbrž pomanjkanje je bila za mnoge še vedno problem, čeprav brigadirski obroki tudi niso bili ravno obilni. Pri motivaciji gre tudi za zaupanje v to, kar počnemo. Seveda sta pomembni angažiranost in zunajzemeljska zavezanost, ampak zaupanje in prepričanje, da delamo dobro, dajeta smisel našemu življenju. Pri nekaterih brigadirjih je, tako kot pri vseh ljudeh, zagotovo šlo v veliki meri za zadovoljitev potrebe po pripadanju, ljubezni in občutku, da si del skupine ali organizacije. Pripadati nekomu ali nečemu ter dajati in prejemati naklonjenost. Radostilo jih je deliti stvari in biti del družine oziroma družbe, biti sprejet in imeti prijateljske odnose. To je bil tudi eden najbolj izpostavljenih elementov propagande.
Šlo je tudi za zadovoljevanje potreb po samospoštovanju, priznavanju in ustvarjanju višjega statusa v očeh drugih. Nenazadnje pa tudi za samoaktualizacijo, za potrebo po doseganju ciljev, razvijanju lastnih darov, osebni rasti in dosežkih. Ljudje so bili tedaj še skromni in željni vsega tega. Magari državnega socialističnega kiča. Enkrat na mesec so nas peljali v sosednje mesto. Tam smo se lahko sprehodili po vročih in prašnih ulicah, preden nas je tovornjak odpeljal nazaj. Nakupovali smo spominke in sladkarije. Karkoli bi izbrali, tapiserijo, šal, izrezljane lesene škatle, vse je bilo enako. Vse je imelo enake motive, narodno nošo, kak slap ali goro ali podobo Tita. In nazadnje je tu prihod na cilj. Vsi so izmučeni in utrujeni do neba. A koga zdaj še sploh kaj skrbi, še posebej grenki grižljaji, ki so se prej prikradli zraven? Utihnite in bodite veseli, da ste prišli do konca. To je trenutek, ko se spet vse lahko začne znova, iz nič, ali se samo nadaljuje v kaki drugi, novi obliki. In občutek, da se splača potruditi, je vreden več kot katerikoli drugi. Dobili smo ožigosano izkaznico v cirilici, v kateri so bili podatki o našem bivanju v brigadi. Obljubljali so, da nas bo ob prihodu domov pričakala godba. Mene je pričakala samo moja stara mati, ki se je prestrašila, ko me je videla tako izčrpano. V brigadah nismo jedli veliko in zaužili smo vso in vsako hrano, ki smo jo dobili. Ob tem nismo izražali nezadovoljstva, saj je bilo ogovarjanje hrane razglašeno za protidržavni element. Vsako jutro je po kampu zadišalo enako, kot bi se kuha sleherne jedi morala pričeti s praženjem čebule. Šema se pri branju ponovno za nekaj časa ustavi, kot bi se ne mogla odločiti, ali naj mi pove še kaj pomembnega. Potem nadaljuje. Veliko sem se naučila, predvsem o hrani. O vrednosti maščob in beljakovin, o vitaminih in ekonomiji gospodinjstva, o dekorju doma in uporabi sodobnih gospodinjskih aparatov. O vsem, kar mora dobra gospodinja vedeti. Opravila sem tudi vozniški izpit v kategorijah A in B in program Avtomoto. Naučila sem se fotografirati in tudi nekaj o filmih ter celo obiskovala radijski tečaj. Cilj je bil izgradnja pomembne infrastrukture, vendar je bil za udeležence brigade dosežen že samo z izvajanjem dejavnosti same. Biti del tega je bilo samo nagrajujoče. Motivacija je igrala najpomembnejšo vlogo in njeno orkestriranje je moralo biti zelo vešče. Bistvo fenomena brigad je bilo v odnosu. In odnos je kot očala, je način, kako stvari vidimo. In šlo je tudi za vero. Ta je bila stališče uma, ustvarjen odnos zavesti in zaupanje v družbo in nove ideje. Poganjala je vedenje mladih, vedenje pa je vplivalo na njihovo delovanje. Bistvo brigad se je zgodilo med ušesi tisočih mladih, v njihovih glavah. Vse je bilo odvisno od načina, kako so razmišljali in ravnali. Vodje pogosto največ časa namenijo tistim, ki kaj opravijo slabo, torej tistim dejanjem, ki niso bila dobro opravljena. V brigadah pa je, vsaj navzven, vedno šlo za to, da se pove, kaj je bilo narejeno dobro. Brigada je lahko bila proglašena za udarno, če je v povprečju dosegla 130% normo. Slovanska socialistična inačica metode Think Positive, ki pa je kasneje postajala vse bolj omledna. Seveda tudi graje ni manjkalo, a bila je tiste vrste graja, ki je imela pozitiven motivacijski učinek, saj je opozarjala na premalo vloženih naporov in slabo zbranost pri izvajanju, ni pa merila na osebno raven ali na raven sposobnosti. In šlo je tudi za nagrade. Za tiste, ki si jih doživel tam na terenu in za reference, ki ti jih je brigada dala za življenje po povratku domov, kot je bilo denimo priporočilo za službo ali štipendijo. Jukebox. V brigade so vabili različne glasbenike, ne samo klasične in ljudske, ampak tudi tiste, ki so igrali ameriško glasbo. Nastopali so ob koncih tedna. Si kdaj s seboj prinesla gusle, jo vprašam.
Ja, entuzijastično odgovori Šema. Prinesla sem jih s seboj. Vsak večer po končanem delu sem igrala in prepevala. V svojih prvih brigadah sem imela publiko, ki je zelo rada poslušala. Toda pozneje to nikogar več ni zanimalo. Priljubljene so postale popolnoma drugačne pesmi. Takšne, ki so pele o znoju, krvi, o oteklih mišicah, cestah, vagonih, krčih. Čustva se niso več omenjala. In stvari so se spremenile tudi zaradi jukeboxa. Kaj? Jukebox ste imeli? Predstavljala sem si, kako recimo v avli šole ob poti stoji jukebox. Tak, kot ga vidimo v ameriških barih. Ne, to je bila revija o rock'n'rollu. Nekateri so jo prinesli s seboj, tako smo izvedeli še o drugih glasbah. In potem nismo več plesali, kmalu smo se samo še zibali. Seveda, pametno prodiranje Zahoda skozi glasbo, sem pomislila. Skrivna svetovna politična strategija. Več mladih posluša rock, manj jih bere Marksa. Veliko kasneje je Šema ponovno nastopila. V domačem ljubiteljskem gledališču je v predstavi po knjižni predlogi ravnatelja osnovne šole prevzela vlogo guslarke. To je bila zadnja stvar, ki jo je Šema želela deliti z menoj tisto noč. Potem je nadaljevala s kajenjem, nalivanjem rakije, o preteklosti pa ni bilo več besed. Šema rada govori o ničemer. O tem ve vse. Le tu in tam je povedala kako šaljivo pripombo. Oči so se ji zaiskrile nekaj sekund, preden je izustila domislico. Ni pa več bilo nobenih starih zgodb, nič govora o njeni mladosti. Skupaj sva samo še sedeli. To mi je zelo všeč. Sedeti skupaj, nič delati, ne siliti v neke pogovore in stalno razpravljati. Ne kot zahodna obsedenost, da je treba učinkovito uporabiti vsako sekundo dneva. In ko izkusiš druge načine skupnega življenja, ko se naučiš, kako lepo je samo sedeti in biti skupaj, spoznaš, kako neumno in nepotrebno je stalno govoriti. In noč je trajala nekaj ur, nekaj izpraznjenih kozarcev. Občutek žalosti, omiljene samote. Včasih pozornost na druge ljudi daje drugačno perspektivo. In te trpljenje, ki je podobno tvojemu, spodbudi, da se zaveš, da nisi edini, ki trpi. Poskušaš gledati nekoga, ki trpi bolj kot ti. In vedno se najde kdo tak. To nima prav nobene zveze s sočutjem, gre za čisto egoistično delovanje. In če si sposoben obrniti svoj pogled na takega človeka, se takoj počutiš bolje. Vsaj tisti večer. To je ekonomija trpljenja. Tako je bilo moje branje Šeminega dnevnika in v njem strani žalosti in samote. Pisanje je Šemi postalo čudna oblika askeze. V razpoke discipline pisanja so se naselile izpovedi. Dogajali so se prehodi med meditacijo, tišino, poslušanjem, pomnjenjem, izpraševanjem. Jaz pa zdaj zasledujem neizrekljivo in lovim ter nato zapisujem že izrečeno in oboje dobiva presežni pomen. Opazujem raznovrstnost njenih in nato mojih interpretacij in ti zorni koti mi povedo veliko tako o Šemi kot o meni. Opazujem obsežne polemične odzive ene in druge. Dialogi in debate ob vsebinskih interpretacijah sveta v dnevniku so mestoma tako intenzivni, da se pričenjam bati, da bi utegnili pri Šemi sprožiti zavore in bi se kasneje umaknila pred samo seboj ter odložila pisanje. Vse njeno pisanje so namreč njeni odmevi sebe. Ne dovoli si pisati o drugih. Ne dovoli si biti sodnik, ki od zunaj gleda noter in potem piše v duhovnih stanjih drugih. Tudi ne piše o stvareh, ki jih ni doživela ali jih ni naredila, samo zato, ker ji je dovoljeno pisati. Zato se tudi jaz nočem zavreči v sramoto parazitstva, poenostavljanja in sodbe. O sebi smeš pisati, si pravi Šema. Bolj mučne, kot so misli in vrednote v tem dnevniku, resničnejše so. Avtogril. Presenečena sem, koliko gostiln in servisov je ob cesti. Zdi se, da je vsaka druga hiša avtomehanična delavnica ali gostilna, obe pa z grilom na prostem.
Med vožnjo iz kraja v kraj lahko berem eno za drugim: avtoservis Furka, servis Burin, servis Selo. Navdušena sem nad imeni, ki so jih domačini dali svojim vasem in krajem. Tovrstni humor težko najdeš drugje. Kdo bi svoj dom kadarkoli poimenoval Gnojnica, Svinjevo, Zlo selo, Zlo hiše, Zverina, Kužnica, Lizoperci, Ometala, Vara, Rama, Popolži, Piščalica, Lupoglavo, Dudle, Kakmuš, Popražena gora, Pusti pusi, Nevestin hrib, Zajci, Žolne ali Gnilnica. Vasi nimajo nobenih arhitekturnih načrtov, po katerih bi bile zgrajene, kot bi bil edini namen gradbenikov zgolj označiti ozemlje. Hiše so zgrajene kot mitološki stolp Babiloncev, vse so trajno nedokončane, brez fasad in balkonskih ograj. Imajo pa lončke s petunjami. V času praznikov in poletnih dopustov se v te kraje vračajo lastovke. Nekateri pridejo s spoliranimi avtomobili, drugi pa obteženi se stopajo iz zatohlih sajastih dizelskih avtobusov. V njihovih prtljažnikih in torbah so darila. Tem so vedno pravili jugošvabi ali gastarbajteri. Oblečeni so drugače od domačinov. Njihove frizure so kot iz revije Burda, a vedno z majhno pomoto. Na mezincu pa imajo dolg noht. Izurili so se v vrle ljudi, v take, ki skrbno in pedantno izpolnjujejo dolžnosti, rojake doma pa utrujajo z opisovanjem svoje sreče, ki jim jo prinaša trdo delo. Toliko pridigajo o etosu dela, da njihovi domači pričnejo zdolgočaseno zehati. Zahodna sfera civilizacijske oblike jih je omrežila, vendar to pri poslušalcih ne požanje občudovanja, prej sumničavost, ki izhaja iz njihovega globokega nagnjenja k brezdelju. Srce jim je bilo za domovino, ko so v nemških predmestjih garali, sanjami, da bodo nekoč v svojem rojstnem kraju za rinterski denar postavili hišo z belimi mavčnimi stebri in z levom na vsaki strani do voznih vrat, ter jo pobarvali v žive fasadne barve. Hiše postanejo spomeniki njihove pridnosti. Pogosto te rezidence ostanejo prazne, saj lastniki pomrejo od raka zaradi dela v kemijski industriji, še preden uspejo narediti ograje na zunanjih stopniščih in balkonih. V svet so odšli mladi in polni upanja, zdaj se vračajo z mišičastimi rokami, zlatimi verižicami, starim Mercedesom in zavedno izgubljenim stikom z domom. Hiše sicer niso nikoli uspeli dokončati, so pa v fasado uspeli vključiti napis Miodragov dvor ali Dragiševa vila. Zdaj tanek siv sloj plesni zarisuje meje, dokoder je v hišo prodrla vlaga. Zažira se v vse, v opeke, les, železo in delavske duše. Vse počasi trohni. V poznem zimskem soncu opeke teh žarečih hiš zasijejo v barvah korenja ali buč, kar daje vtis nekega drugega dela sveta, recimo nacionalnega parka v New Mexiku. Ob hišah so kupi smeti, večinoma avtoodpadki in od rje razjedeno rdeče železo. Ta svetloba ljudi vzpodbuja, jim vliva upanje in vero, ki si je ne znajo razložiti. Pozabijo na rinterske žulje, ne zmenijo se za dolgove in govorice, le sledove svojih želja še iščejo. Vaščani so od nekdaj zavračali obstoj strukture, kakršnekoli. Niso jih zanimali znanje in ekonomski napredek, niti politična moč, iskanje položaja v družbi, sožitje s spreminjajočimi oblastmi ali vdanost republiki ali državi. Zanimala jih je le lastna sreča, ustvarjena na podlagi pogleda na svojo zemljo, hrano, pijačo in družino. In dobra muzika. Kot pravi romantiki zagovarjajo individualizem in enost z naravo, ter hrbenijo po neskončnosti, česar ne bodo nikoli kar tako priznali. Zanje so značilni tudi daljši, nepretrgani nizi globokih melanholičnih čustvovanj. Da pa ne pride do monotonosti, jih občasno prekinejo s čustvenimi izbruhi in pretirano občutljivostjo. Včasih tudi streli iz pištole. Po zadnjem brigadnem poletju, ko se je Šema spet vrnila domov, je pričela s službo. Kot ji je bilo določeno še kot deklici, je zdaj muškobana ostala doma, da skrbi za ostarele starše.
Nekaj let je delala v tovarni, sprva na proizvodni liniji, kasneje se je pridružila vzdrževalcem strojev. Dolga leta so 8. marca vse delavke v tekstilni tovarni dobivale krila v dar. Šema je dobila štof za hlače. Njeno vztrajno prizadevanje za moško vlogo je bilo poplačano z naklonjeno javno potrditvijo. Zdaj ima servisno delavnico Šema Elektro. V brigadi se je naučila popravljati radijske in male gospodinjske aparate. V tem je dobra. Njene stranke so raznovrstne. Od jugobarbik v kratkih krilih in čevljih z visoko peto, ki k njej nosijo svoje gospodinjske aparate, preko po starem znoju in cigaretah smrdečih voznikov tovornjakov, ki v popravilo prinašajo avtoradije, do lovca, zajca, jelenka, kondorja, Franca, Milja, Tanga, Lune, ki si vsi želijo podaljšanje anten na CB postajah na vsaj 250 cm. Za doseči više, dalje, bolje. Počasni ljudje. Naslednjega dne sva bili s Šemo ponovno skupaj. Šli sva na večerjo v gostilno zunaj domačega kraja. V lokalu ni bilo nobene ženske, le prava moška bratovščina pijancev, poslovnežev, klatežev in kmetov. To je bil tiste vrste prostor, kjer so na mizah veliki usnjeni meniji. Z vtisnjenimi črkami na platnicah in rdečim trakcem so spominjali na enciklopedije, znotraj pa je bil s pisalnim strojem na pomaščeni list natipkan jedilnik, enak kot v vsakem drugem lokalu. V tej gostilni je stregel natakar v beli srajci, bordo rdečem telovniku in širokem pasu s folklornim vezenjem. Gibal se je elegantno, skoraj drsel je, kot pri ruskem plesu breza. Čeprav kakšne 2 do 3 dni neobrit, je skušal biti uglajen. Dolgo sva čakali, da naju je postregel. Bil je eden počasnih ljudi. Tip človeka, ki hodi gledat na železniško postajo, kako mimo drvi vlak. Medtem ko sva čakali, da naju na hitrico povpraša, kaj želiva, in začne hkrati odhajati od mize proti kuhinji, še preden utegneva odpreti usta in naročiti, sem lahko ogledala stensko poslikavo. Na steni za Šeminim hrbtom je bila velika idilična krajina. Zasneženi vrhovi, smaragdno jezero in vasica z nekaj kadečimi dimniki, prav takimi, pred katere so zrežirano postavljene Virgine na fotografijah. S Šemo pred tem goblenom je bilo, kot bi gledala v 3D podobo. Če bi natakarja poklicala nazaj, bi si lahko nakopala zamero. Še dlje bi se nejevoljno naslanjal na barski pult in mi dokazoval, da mu moja lakota pomeni manj kot njegovo polje, kjer se sedaj spravlja koruza. In bi zdaj le veliko raje bil tam, kot pa da meni pojasnjuje, kaj je na jedilniku oziroma česa od napisanega je ravnokar zmanjkalo. Naslonil bi se na pult in počasi s prežvečeno kuhinjsko krpo brisal kozarce, zraven pa bi si nadel tak samobrambni izraz, da bi obe vedeli, da ga ne smeva vprašati niti koliko je ura. Torej sva raje potrpežljivo čakali. Na srečo vsaj ni bilo menjave delovne izmene natakarjev, kar sicer lahko traja kakšno uro. Kaj vse obsega taka primo predaja, si ne znam predstavljati. Vsekakor takrat nihče ne streže. In tako sva čakali, dokler ni on sam presodil, da naju sedaj že lahko postreže. Sedeli sva za mizo, pili kavo in mineralno vodo. Šema je tudi krepko kadila, kot to vedno počne. Na srečo se vsaj na pijačo tukaj ne čaka dolgo, ta je postrežena sila hitro. Šema je z grozno grimaso na eks izpila žganje, kot bi bilo grenko zdravilo. To ima zvezo s skrbjo za imidž. Če se ob požirku dovolj skremži, si namreč nihče ne more misliti, da je pijanka. Brigada, na katero je Šema tako ponosna, je gradila glavno moderno avtocesto v državi, ki je zdaj del evropskega cestnega omrežja E61 Avstrija-Ljubljana, E70 Ljubljana-Beograd, E75 Beograd-Grčija. Všeč mi je taka povezava. Ko si med vožnjo lahko predstavljam, kako je pred desetletji tisoče mladih gradilo cesto, po kateri zdaj potujemo z avtodomi, medtem ko nam Google Maps narekuje navodila s smešno angleško izgovorjavo. Kljub imenu seveda to ni prava avtocesta. Cesta z 2 prometnima pasovama je, za vsako smer en pas,
in s križišči z lokalnimi cestami in z železniškimi prehodi. Ceste vodijo v svet, v širni svet. Podeželske poti in steze, starodavne ceste, cesarske ceste, avtoceste. Ceste predstavljajo vznemirjenje in obljube in hrepenenja. In ceste predstavljajo prednost pred tekmeci. Razen, če so tako slabe, da oblastnikom onemogočajo pobiranje davkov. In razen, če ni tvoje prevozno sredstvo najboljše božje stvarstvo, kamela, ki je trdoživa in lahko po kamnitih poteh prenaša težke tovore, se ne utrudi hitro in ne užeja. Ali če obvladaš mulovodski jezik. Po tretjem debelem kozarčku rakije, ki ga je Šema izpila v enem samem nagibu, je skozi oblak dima med nama počasi rekla: Veš, srca ljudi, ki živijo ob novih železnicah in cestah, so bila počasi. Niso vedeli, čemu hiteti. Bili so tako počasni, kot so bile počasne njihove stare ceste. In te so bile tako počasne, da bi lahko med vožnjo nabiral maline. Dobro pomnim, kako so se tovornjaki in traktori valili po prašnih in lepljivih cestah. In enako se valijo še danes. Če slučajno voziš za traktorjem, si zataknjen v njegovo počasnost velik del poti. Ni načina, da bi ga prehitel. Na vsakem novem ovinku lahko le